Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkud meni to, da pride k meni, mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagori, ki je verovala, kaj ni izpolnilo se bo, kar je povedal Gospod. Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. To je Kristusov evangelij. Jezusovem evangeliju, Marijinem evangeliju lahko rečemo, kot sama pravi na večjih mestih svojih sporočilih, da naj uresničujemo tako evangelij njenega sina, kot tudi uresničujemo njene besede, njena sporočila na tem, glavnem na tem kraju, kot tudi na drugih tej knjigi imamo, ki jih lahko prebiramo, premišljujemo, meditiramo in pač seveda uresničujemo v svojem življenju, ko bomo prisluhnili njenemu sporočilu na današnji dan pred 36 leti. Kraljica miru sem, na tem kraju obnovite molitev. Tukaj se srečujte z mojim in sinovim srcem. Takoj postavite simbole vere in molitve. Čim prej začnite s priložnostjo svetodaritvijo, ki naj postane redna. Naredite začasen prostor za sveto mašo, tako da bo darovalec pod streho. Tu bodo pobožnosti, dokler ne boste zgradili doma in cerkve, kamor se bom naselila kot kraljica miru in delila mir. To bo milostni kraj, kraj zdravljenja dušnih bolezni in ran. Kdo se bo na tem kraju z vero zatekal moje in sinovo srce, bo zdravljen in deležen miru, ki ga lahko dajo samo nebesa. Hčere in sinovi, ki ste v prenovi, poskrbite, da ne bom sama v prvih četrtkih, petkih in sobotah. Te dneve me obiskujte na tem kraju, jaz pa vas bom blagoslavljala. Moje hčere in sinovi, ljubite ljubezen, moje srce je pod nje. Ljubite se med seboj. Ljubezen je močnejša od Satana, ki vas bo večkrat oblegal. Bodite zvesti in molite, jaz bom z vami. Ničesar ne dokazujte, jaz bom dokazala. Učite se iz mojih sporočil, ki sem jih dala v Medžugorju. Blagoslavljam vas. Ne boj se, preizkušnje bodo velike. Bolečina je tvoja vzgojiteljica. Jaz sem s teboj, blagoslavljam te.